Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če me spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In kje smo mi zdaj ostali? Mi smo imeli, oziroma mi imamo vikend za nami in danes je ponedeljek 23. marec in imamo kar precej zanimivo dogajanje. Vidimo, tukaj smo imeli en kar oster padec, to je 15-minutni časovni interval za Bitcoin in tukaj imamo enournega. Zdaj jaz sem vse grafe kompletno popucal zato, da dobimo eno čisto sliko, ker prej je bilo že malo preveč nametanega vse skupaj. Torej, imeli smo tale kar oster padec in zdaj sicer padamo še naprej dol, ampak kar precej neodločno. In najprej bi izpostavil tole, na enournem časovnem intervalu smo mi šli delati bikovsko divergenco. Tukaj imamo dno, nižje dno in potem še eno nižje dno. Medtem ko RSI je naredil dno, malo višje dno in potem še eno malo višje dno. Kaj se še dogaja? Na enournem časovnem intervalu lahko vidimo tukaj. Tale indikator nam kaže, kje se nabirajo dolge ali pa kratke pozicije. In lahko vidimo tukaj, na okoli 71 pa do 72 tisoč, vidimo, da je tale indikator kar preprodan. Torej, tukaj na teh vrhovih imajo, po mojem, je kar precej stop lossov, ki so stavili na padec. In zdaj bomo mi videli, če slučajno pride do preobrata tale teden, če bomo mi šli tole gor pobirati. Kar se pa tiče dolgih pozicij, vidimo, tukaj Bitcoin je kar malo neodločen. Tukaj so tudi stavili na 15-minutnem časovnem intervalu pred tem padcem, pred tem velikim padcem, so stavili na rast, ampak tile so bili, po mojem, da že eliminirani. Kje so še stavili tukaj na padec? Vidimo točneje na tem vrhu, 69 500, tako da bom tudi tegale označil. To bi lahko šli pobirati najprej, pa tudi tukaj smo postali kar malo preprodani. Na tem vrhu torej, enkrat smo že prišli do sem gor, pa še nismo pobirali, to je na točnih 69 tisoč. Tako da, kar se tiče likvidnosti od spodaj, tistih, ki so stavili na rast, po mojem, jih ni več toliko, ker so bile vse pobrane. In bo treba zdaj spremljati, če bomo mi slučajno ta teden res dobili preobrat. Zdaj, ravno pred kratkim smo imeli še eno tako veliko rdečo svečko, ampak zdaj se počasi pobiramo. Tako da to bo vsekakor treba spremljati. Dajmo pogledati še heatmap. To vsekakor potrjuje tukaj našo tezo. Tole mapo sem jaz naštimal na 3 dneve, zaradi tega, ker imamo vikend za nami in vidimo tukaj, koliko ljudi se je nabralo na tej meji zgoraj, ki imajo stop losse na svoje kratke pozicije. In če se obrnemo navzgor, bi vsekakor lahko šli mi tole pobirati. In seveda, to je meja 71 tisoč, pa tam nekje do 72 tisoč. Tukaj pa vidimo,
kako smo pobrali vse tiste, ki so stavili na rast. Poglejmo si zdaj še Ethereum, kaj se dogaja z njim. Tudi tukaj sem čisto kompletno popucal grafe. Na 15-minutnem časovnem intervalu vidimo, kako ljudje stavijo na padec. In stop losse bi lahko imeli na tej meji 2070, tam nekje, tako da, če se obrnemo navzgor, bi bila to ta prva meja, ki bi jo pobrali, kje smo še stavili na padec. Tukaj na tem dnu in potem še na poti navzgor. Tako da tisti, ki ni bil pobran pri tej rasti, ima po mojem še stave na padec na tem vrhu na okoli 2130. Tako da imamo tudi to likvidnostno območje. In pa tudi tukaj so stavili na padec, ker so že pričakovali, da bo padalo. Ampak po mojem je še kar nekaj stop lossov tudi tukaj na 2170. Tako da zdaj imamo likvidnostna območja za navzgor, če se slučajno obrnemo navzgor. Potem na enournem časovnem intervalu, tukaj jih je ogromno stavilo na rast, kar bi lahko bili že eliminirani s tem zadnjim padcem, ampak še vedno so lahko stop lossi tukaj na 2035, če slučajno, oziroma 2020, če slučajno tole še ni bilo pobrano. Tako da, ja, lahko bi šli še tole pobirati, preden bi se morda trg preobrnil. Drugače je pa kar nekaj stav na padec tukaj, pri tem vrhu. In ta bi lahko imel mejo do nekje 2250. In ja, to bi bilo to. Torej, če pride slučajno do preobrata, bi pri Ethereumu gledal tole mejo 2245 ali pa 2050. Zdaj, kot smo rekli, Bitcoin je zaenkrat kar malo neodločen, je pa Ethereum kar krepko preprodan tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Funding rate je bil pred kratkim še kar negativen, zdaj se obrača na pozitivno, tako da bo treba tudi to malo spremljati, kako se bo to izteklo. Ja, to bo treba še počakati. Če se bo obrnil na pozitivno, potem lahko malo padamo še naprej dol in gremo pobirati tole likvidnostno območje tukaj na okoli 2030-2020. Ima pa tudi Ethereum tukaj na enournem časovnem grafu tole bikovsko divergenco, kar je tudi zanimivo. Dno, nižje dno in pa nižje dno, in zdaj smo naredili še eno nižje dno, medtem ko tukaj pri RSI-ju pa lahko vidimo, da vztrajamo vedno višje. Tako da bi se znalo, ja, morda še ne danes, bi pa znalo ta teden se zgoditi, da bi se morda obrnili navzgor. Tako da bomo videli, bo treba malo počakati, to bomo vsekakor spremljali. Tudi če bo kaj posebnega, bom naredil še posebej post na Patreonu. Tako da, če se mi želite pridružiti tam, kot sem že rekel, povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo vsak dan ob 9 zjutraj in tudi malo početati z mano, predlagati morda kakšno kriptovaluto, za katero bi želeli, da bi si jo pogledali.
In pa seveda, če me spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In tudi kakšen všeček zelo pomaga, komentirajte spodaj, zelo rad podebatiram z vami in pa delite s svojimi prijatelji. Tako, to bo tudi to za danes. Seveda, če bo kaj posebnega, bom še obvestil preko Patreona. Naj vam še zaželim en lep začetek tedna in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.